naša sedanjost, naše delo tukaj in zdaj je prihodnost. Danes, s tem, to, kar delamo danes, ustvarjamo prihodnost. Ok. Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Akademija, Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Pozdravljeni o poslušanju podcasta Akademija, kaj ti je? Ki nastaja ob 80. obletnici delovanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Moje ime je Tine Lisjak, sem le eden izmed otrok Akademije in pogovarjal se bom z marsikaterim drugim. S podcastom raziskujemo različne poglede, izkušnje, želje in napovedi v povezavi z Akademijo. Z vsakim izmed gostov se bom pogovarjal o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Akademije, seveda skozi prizmo vsakega posameznika oziroma posameznice, saj je že po pisanosti Akademije jasno, da ima ta mnogo preoblek. Danes se nam je pridružil Alen Ožbolt. Alen Ožbolt, rojen leta 1966, je slovenski vizualni umetnik, kipar, scenograf in profesor, znan po svojem raziskovanju prostora, telesa in pomena materialnosti v umetnosti. V 80. in 90. letih je bil soustanovitelj in član umetniškega tandema VSSD oziroma Veš slikar svoj dolg, s katerim je zaznamoval sodobno umetniško sceno v Sloveniji in širše. Po razpadu skupine se je posvetil samostojni umetniški poti, kjer razvija edinstven koncept prostorske slike, ambientov, ki vključujejo obiskovalca in presegajo meje tradicionalne skulpture. Ožbolt v svojem delu združuje različne medije, kiparstvo, instalacijo, fotografijo, tekstil, besedo, s ciljem ustvariti izkušnjo, ki je hkrati fizična in introspektivna. Njegovi prostori so pogosto intimni, senzorični in poetični, brez didaktičnih razlag, poudarjajo doživetje namesto interpretacije. Kot profesor in dekan Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani igra pomembno vlogo v izobraževanju mladih umetnikov in v razvoju sodobne umetniške misli. Njegova dela so bila razstavljena doma in v tujini, med drugim tudi na Beneškem bienalu. Prejel je več nagrad in priznanj, med drugim nagrado Prešernovega sklada. Gospod dekan, lepo pozdravljeni. Hvala lepa, enako, lepo pozdrav. Kako vam je všeč tale opis? Mogoče me spravljajo za drego, ja. Poznam nekaj teh opisov, interpretacij, ki se dogajajo preko različnih vhodov v različne kontekste, ne. Mogoče malo iz Wikipedije, ne vem, tudi. Eden od konceptov, ki smo si ga zastavili za ta podcast, je to, da v bistvu prosimo ChatGPT, da nam napiše opis za vsakokratnega gosta, zato da smo z eno nogo v 2025, z drugo nogo pa pred 80 leti ob začetku. Okay. Je kombinacija, nek kolaž obojega, pač AI je tole pomagal. To je AI, ja. Tako ima AI opisal, zanimivo, ja. Mislim, na začetku vas je opisal veliko širše, potem mu je pa ponavadi treba reči parkrat, da ne še malo strne, pa še malo strne, sicer bi lahko 5 minut samo nek opis bral. Kako ne rečem, kot umetnik z interpretacijami nikoli nisem ali pa nismo zadovoljni, ker naslovijo v neke okvirje, v neke položaje, v neke kode kodificiranja, ja, tako da morda se vedno počutim nelagodno pri takih opisih. Ok, nahajava se tlele na Erjavčevi cesti na Akademiji, ki je že najdlje časa služi kot lokacija Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Verjetno upamo, da ne več prav zelo dolg. Kakšne so vaše napovedi? Zdaj, kot si omenil, sem dekan v zadnjem mandatu, zadnje 3 leta pa pol oziroma vsega skupaj, več kot 3 leta pa pol. 45 mesecev, v bistvu takoj na začetku mandata sem se začel tudi s to problematiko ukvarjati, sem se s tem srečal, seveda po mojih odgovornostih, po moji funkciji,
ker pač imam te dolžnosti pa odgovornosti in že takoj novembra leta 2021, mandat sem začel oktobra 2021, sem imel prvo srečanje v zvezi z tem vprašanjem, in sicer je to bilo srečanje na Molu, kjer smo se srečali zaradi OPPN-ja, zaradi tega občinskega prostorskega načrta, predstavniki Mola, predstavniki univerze in predstavniki ministrstva in jaz, kot dekan pa prodekan Tomo Stanič. Zdaj, zadeva je zapletena, seveda je dolgoletni problem te rešitev prostorske stiske. Dva natečaja sta propadla, v preteklosti je bilo nekaj idej nerealiziranih. Moja interpretacija je taka, da mi gradimo akademijo že zadnjih več kot 30 let. In takrat, novembra leta 2021, nam je bilo obljubljeno, da se bo februarja, marca 2022 tale prostorski načrt, občinski načrt rešil. Še vedno ni rešen. Spet so neke zamude, spet so neki problemi. Nekaj kriznih sestankov smo imeli s kolegom Staničem, sva bila nekajkrat na ministrstvu, malo sva pritiskala, potem sva bila na univerzi, ki vodi te novogradne projekte. Ko si rekel, upajmo, da ne bo dolgo. Zdaj, ti projekti so tako zapleteni v smislu realizacije, priprave načrtov, projektov, natečajev, da žal so napovedi take, da bo v najboljšem primeru, če bodo zdaj končno stvari stekle in če bodo politike bile odgovorne in obljube izpolnile, če bodo stvari potekale po nekem načrtu, da bo novogradnja pripravljena za selitev leta 2032. Dobar, ampak ta letnica oziroma številka je že skoraj že oprijemljiva. To nista niti dva olimpijska cikla. Mogoče se mi zdi, da je bil napor dolgotrajen in velik, ampak mogoče se končno tehtnica preveša v našo stran. Ja, upam, jaz upam kot dekan to, da prevzameš te naloge, te odgovornosti, vloge in zaposlitve oziroma vse te vsebine, moraš biti optimist. Jaz kot dekan sem bil v teh razmerjih zelo povezan, v dialogu, tako da nenehno smo naslavljali ta problem. Celo učitelj so nam, da z kolegom Staničem hodiva preveč naokoli v zvezi s tem, ampak sva rekla, da morava opozarjati. Nas boli, vas pa ne, v tem smislu. Se mi zdi, da ste predvsem v zadnjih letih tukaj na akademiji zelo ustrojno naravnani, da je težko o akademiji razmišljati drugače, kakor na nek način, kako jo narediti najboljšo za študenta, bi se pa na tem mestu raj vrnil na čiste začetke akademije za vas. Kako ste jo na začetku razumeli, kdaj ste prvič slišal za njo, kaj vam je pomenila takrat? Ja, v resnici, to je zdaj spomini, long time ago. Pravzaprav me je od majhnih nog nagovarjala umetnost, ne samo likovna umetnost, tudi seveda v veliki meri glasba, literatura, filmi. Seveda sem spoznaval umetnost prek umetniških del, prek umetnikov. In že zelo zgodaj sem se zanimal, na koncu osnovne šole, ko razmišljaš, kako naprej, v gimnazijo. Se je zgodila v bistvu ta reforma, takratna reforma, usmerjeno izobraževanje in so ukinili
klasično gimnazijo. Moja želja je bila, da grem na Šubičevo, ker je bila moja sestra tam, ker je veliko njenih prijateljev bilo zelo zanimivih, so bili pesniki, pisatelji, tudi umetniki. Ta moja intenca se je pol s to spremenila, da bi šel na Šubičevo gimnazijo in takrat na koncu osnovne šole, takrat je bila osnovna šola 8-letka, sem taval po Ljubljani, obiskoval gimnazije in v nobenem tem, na informativnih dnevih se nisem dobro počutil. No, na koncu sem pristal na šoli za oblikovanje, današnji ŠŠOF, kar je pol na koncu bilo zelo zanimiva odločitev, pa šola za oblikovanje v tem čudovitem okolju Križank, zelo zanimivo prostorsko okolje in zelo tako da takrat sem vstopil v to izobraževanje, ki je bilo usmerjeno v smislu seveda likovnega pouka. Mogoče sem malo pogrešal več teorije, vedno me je zanimala tudi filozofija, teorija, sociologija, tako da mogoče je to obdobje bilo iz te strani malo slabše podprto, šola za oblikovanje, pa vendar je pa okolje in sošolci so bili zelo zanimivi, tako da imam lepe spomine na to. Sicer pa glede akademije je pa tako, meni se je v srednji šoli nekako zelo mudilo v ustvarjanje. Že takrat sem srečal kolega, prej si omenil v uvodu VSSD oziroma Veslikarstvo dolg, prijatelja sošolca, s katerim sva se začela družiti, pogovarjati, na koncu celo delati, no in takrat je bilo v zraku, seveda to je čas 80-ih let oziroma konca 70-ih, začetka 80 let, hip-hop je prihajal, newyorška scena, grafiti scena, to sva opazovala. Jaz sem že takrat hodil na akademijo v knjižnico, tukaj na Rjavčevo, listal revije, kaj se v svetu dogaja. Takrat ni bilo interneta, na televiziji ni bilo zanimivih programov, tako da sem revije listal in sva srečala se s tem, tako da sva začela že v srednji šoli ustvarjati grafite. Temu sva rekla urbane slike, ker je bilo takrat to početje recimo nevarno, neprijetno. Dvakrat so nas celo ujeli policaji, pa nas preko noči zaprli. No, za tega sva skupaj ustvarjala, ker sva se bolj varno počutila in tako je najino ustvarjanje. Skratka, Veslikarstvo dolg neformalno se je začelo v srednji šoli, okoli Križank, po ulicah Ljubljane. Seveda je grafiti umetnost, grafiti slikarstvo in nočna umetnost, greš takrat, ko ni ljudi. Zelo rad slikaš, seveda, če želiš imeti mir v temnih, slepih ulicah oziroma ulicah, ki niso obiskane. No, moje glede akademije vprašanje je pa tako. Kot sem rekel, hitelo se mi je oziroma zelo sem imel potrebo po ustvarjanju, dolgočasili so moji šolski programi. Sicer sem se v tem obdobju srednje šole zelo intenzivno pripravljal na sprejemne izpite, odločil sem se za kiparstvo, ker sem se v nekem trenutku že v osnovni šoli srečal z glino in glina mi je bila nek tak material oziroma material, ki me je zelo nagovoril. No, sem se intenzivno pripravljal na sprejemne izpite in sem že tretjič bom omenil, da se mi je v mladosti mudilo. Zgleda se vam je res mudilo. Kaj? Zgleda se vam je res. Ja, tako da sem iz tretjega letnika šel na sprejemne izpite, vendar to v Ljubljani ni bilo možno. Ljubljanska akademija je zahtevala maturo. Tako da sem odločil, priložnost je bila, da imam neko možnost, sem ugotovil, da je v Zagrebu in sem šel v Zagreb na sprejemne izpite in sem naredil sprejemne izpite, bom rekel, zelo uspešno. Sem vstopil na akademijo, tako da tisti 4. letnik sem preskočil, vpisal sem se na akademijo brez mature, brez srednje šole, tako da sem potem 1 leto študiral in predvsem živel in spoznaval Zagreb kot mesto, Zagreb kot sceno. A ste tudi v Zagrebu kaj grafitiral?
Sem imel neke akcije, imel sem akcije po akademiji, po Zagrebški akademiji na Ilici 6. Takrat je ta šola, če rečem tako, danes je dobra, ta akademija, takrat je pa ta šola bila v nekem zastoju, je bila zelo konzervativna. Imela je tradicionalni pristop, zaprt pristop, imela je zelo slabo opremljeno knjižnico, zelo redka predavanja. Ne vem, če sem eno dobro predavanje poslušal, iz tega razloga sem potem hodil tudi na Filozofsko fakulteto v Zagrebu, pa tudi v Ljubljani vmes. Tako da sem se potem po enem letu odločil, da se pripišem v Ljubljano. Takrat je Ljubljanska akademija v 80-ih letih bila dosti bolj, danes se reče sodobna, no takrat smo govorili dosti bolj moderna, dosti bolj odprta. Aha, in potem ste preostanek tega dodiplomskega študija, ki je takrat itak bil enovit, nadaljeval v Ljubljani. Ja. Tukaj v teh prostorih, tle, ki se zdaj nahajamo tole, ki snemata. Kako pa je, a v Ljubljani recimo je bila ta želja po malo več filozofije, malo več predavanjih potešena, ali ste tudi še čutili potrebo, da je, mislim, ste recimo tudi za časa študija v Ljubljani obiskoval še filofaks? Sem, ja, redno sem obiskoval filozofsko fakulteto. Pravzaprav je bilo tako, da v resnici so me te stvari tako intrigirale ali pa nagovarjale, ali pa sem imel to, kot se reče, potrebo po filozofiji, po teoriji, po razumevanju sveta, po interpretaciji sveta, tako da sem vsak četrtek pozno popoldan šel iz Zagreba v Ljubljano, ker namreč ob četrtkih takrat v 80-ih letih je imel znamenita predavanja Rastko Močnik na Filozofski fakulteti, mislim, da ob 8 ali ob 9, tako da sem ta predavanje ujel, na predavanje sem prišel s torbo, mislim, s potovalko, poslušal predavanje, tako da sem redno spremljal. Potem pa v drugem letniku, ker sem prišel v drugi letnik, sem pa poslušal seveda Rotarja, poslušal sem Dolarja, Žižek je takrat obiskoval, no, ta lakanovska filozofija oziroma psihoanaliza, lakanovska šola me je zelo nagovarjala, to sem intenzivno spremljal, praktično sem vsako predavanje, ki je Žižek imel, sem ga ujel v Ljubljani. Super, začetki ljubljanske šole, tako rekoč. Veste, kaj me še zanima, motivika oziroma kaj ste upodabljali na teh grafitih? V bistvu me zelo zanima ta začetek te javne uprizoritve vaše umetnosti in kaj je takrat sporočala. Ja, zanimivo je to, ker sem delal pred leti tako imenovano retrospektivo, ki se mi je dal ime introspektiva, smo iskali, sem seveda 2-3 leta se ukvarjal z dokumentacijo, z arhivom, s fotografijami in praktično nimam arhiva teh grafitov. Imam pa risbe in skice, ki sva jih ustvarjala in izhajalo je pa seveda na eni strani, če rečem tako, na eni strani je to bila ikonografija Kata Haringa, te podobe, na drugi strani pa evropski, ta nemški A.R. Penck. Tako da te stilizirane figure, stilizirane podobe, ki hitro lahko realiziraš, ker na ulici, če delaš ilegalno, nimaš časa. Tako da so bile take malo, ko bi rekel, ekspresivno, divjaške, ritualne podobe. A se spomnite še kakšnih zanimivih lokacij tle v Ljubljani? Ja, v bistvu sva intervenirala sva seveda okoli Križank. Takrat v tistem času, v 80-ih letih, se je ustanovila ta kulturna delovna skupina Ikurna, ki je bila v bistvu društvo takrat. En grafit sva naredila ravno na njihovo fasado, sicer po nekih uličicah. Enkrat sva bila tik ob Ljubljanici spodaj na teh betonskih, sicer pa tudi v okoli Trubarjeve. Mogoče ena situacija, hodila sva tudi gledališče, v bistvu so te stvari bile nekako načrtovane, hkrati pa tudi zelo intuitivne.
prej si menil intuiciji ali pa poetičnosti. Recimo, zgodilo se nam je to, da smo eno odlično predstavo videla zbor v eksperimentalnem gledališču v Glej. Tok najo je recimo ta predstava vsebina pretresla, da sva takoj po tej predstavi šla k meni domov, vzela barve, takrat ni bilo sprejev še za dobiti in sva en citat naslikala v eni ulici, blizu Trubarjevi in sicer, da se še spomnim tega citata. Citat je bil to, imamo pravico do samomora, naredila sva pa eno lobanjo. Dobro. Mislim, malo skrajno, no, kako bi rekel. Edgy, bi rekel danes, temu se mi zdi. Ja. A veste, kaj me zanima? Razmišljam, ostaja mi v glavi to, kako ste iskal malo več filozofije skozi vaš študij, pa razmišljam o svojih študentskih letih, kjer smo pogosto imeli kakšne gostujoče predavatelje iz Filofaksa ali pa iz ZRC SAZU, ki so nam predavali o nekih filozofskih konceptih, oziroma če ne drugega, so nam vsaj omogočili dostop do nekega gradiva, ki bi sicer mogoče težko sami do njega prišli. In me v tej luči zanima, kako bi se vam zdel danes obiskovati akademijo? Ker se mi zdi, da vsak študij oziroma vsako smer, ki jo lahko študiramo pri nas, je zastavljen kar široko. Veliko dobimo ven, ne samo praktičnega, ampak tudi nekih zanimivih predavanj, teorije in tako naprej. Ja, to je seveda, ko se reče, nemogoče vprašanje oziroma nimam odgovora na to vprašanje. Ja, da ne bom pozabil, oziroma da ne bom spregledal, vedno kaj spregledamo, vedno kaj pozabimo. Na akademiji takrat je seveda bilo nekaj odličnih predavanj, da seveda je vedno krivično omeniti nekoga pa druge izpustiti, no, pa vendar takrat je, če se tako izrazim, no, je seveda navdihoval s predavanjem Tomaž Brejc. Takoj, ko sem v drugem letniku, on je imel predavanje samo v 3., 4. letniku, sem ugotovil, kdo predava, kaj predava, sem od 2. letnika do 4. letnika hodil na vsa njegova predavanja, ki je imel pač 2 predavanja na teden, enkrat za seveda 3. letnik, potem za 4., tako da njegova predavanja so bila izvrstna. V drugem letniku me je sicer učila tudi oziroma predavala tudi Špelca Čopič, zelo zanimiva umetnostna zgodovinarka, zelo izobražena. Ona je sicer predavala seveda staro umetnost, renesanso, barok, ampak zelo kvalitetno. Potem seveda v tistem obdobju je bil tudi likovna teorija, je bil profesor Muhovič. Recimo, da me takrat te stvari, bom rekel, neki kanoni ali pa neki tradicionalni obrazci niso zanimali, ravno zato, ker je takrat ta radikalna ali pa progresivna ali pa zelo sveža lakanovska psihoanaliza se dogajala, tako da me to takrat ni nagovorilo. Seveda smo imeli tudi predavanje iz tehnologij, kiparskih tehnologij, ampak bolj me je zanimala filozofija. Ampak naj poudarim, da me ni zanimala samo filozofija, zanimala me tudi literatura in film, tudi filmska teorija, tako da sem hodil tudi na to. No. V prvi vrsti me je v resnici zanimala umetnost, ampak ob tem pa tudi filozofija umetnosti, teorija umetnosti in tako naprej. Ja, se mi zdi, da je umetnost neka materija, ki ima zelo velik, kako bi temu rekel, zelo velik receptorjev, ki se lahko vežejo na ostale umetnosti, na ostale znanosti in tako naprej, in je vedno v bistvu nek hvaležen gostitelj vseh možnih zanimanj lahko. Pa seveda profesori, potem pa recimo v srednji šoli sem že po nekem srečnem naključju srečal pač recimo Marjan Pogačnik, sicer je takrat predaval predvsem o tej filozofiji oziroma teh kamnih, nepostavljanje kamnov, talito punktura. Tako da seveda sem srečeval umetnike, v srednji šoli sem srečal že zelo zgodaj Jakova Brdarja, ki je takrat bil zelo zanimiv kipar. In pogovori s temi umetniki so bili strašno zanimivi.
Tako ne samo filozofija, no, tudi predavanje umetnikov oziroma njihovi pogovori z njimi. Kaj ste pa bral takrat? Eksistencialiste, Camusa? Tudi, ja. Tudi. Moderni roman. Vonnegutta sem zelo rad bral. Prusta, Kafko. Ja. Vse ta glavne. Beckett. V redu. Zdaj, kako zdaj čutite Aluo, se mi zdi, da je malo nehvaležno vprašanje, glede na to, da ste persona numero uno. Kaj, da ste prva oseba Aluoja v tem trenutku. Ja. In se mi zdi, da je lahko pol vaš odgovor mogoče zelo pogojen s tem, s to vašo vlogo. Absolutno, ja. Zdaj sem čisto predan tej vlogi, tako da, tako bom rekel, tle smo vedno, seveda ljudje, smo osebe, ne. Kako seveda moje poslanstvo, temu lahko tudi rečem poslanstvo, ta odločitev, da sem dekan, je v resnici posledica zelo velikih, bom rekel, položajev, faktorjev, točk, pa v bistvu nekih težkih odločitev. Seveda to ni karieristična, v nobenem smislu karieristična odločitev, ampak je zelo težka odločitev. V bistvu je pa tako, ja, ko sem stopil na akademijo, mogoče lahko to uporabiš, ne? Ko sem stopil na akademijo kot profesor tukaj na Erjavčevo leta 6-7, to pomeni kmalu bo 20 let. Sicer prej sem jaz 2 leti poučeval honorarno na Dolenjki, oblikovalce. Mogoče lahko to rečem, da sem 2 leti poučeval, takrat sem nadomeščal Marjetico Potrč, ker je odšla, kiparstvo. Zelo zanimive spomine imam, da sem se zelo dobro tam počutil kot umetnik, kot kipar, kot profesor za kiparstvo, kot profesor za umetnost, ker sem delal za študenti oblikovanja. Ja, verjetno najmanj rigidna smer takrat v tistem času. Se mi zdi, da sicer zdaj tudi... 2 smeri sta samo bila, grafično oblikovanje pa industrijsko. Jaz sem imel, eno skupino sem imel prvi letnik mešano, obe smeri, drugi letnik sem pa imel samo industrijsko oblikovanje. Zelo zanimivo je bilo, zelo fini pretoki so bili, fini transferji, neka odkritja, verjetno, mislim, da sem imel feedback od študentov zelo dober. Po 2 letih sem pa dobil vabilo za mesto tukaj. No, takrat je bil Milan Pajk predstojnik. Jaz sem mu direktno rekel, mi se tikamo, profesorji, ne. Sem mu direktno rekel, poslušaj, jaz se pri vas zelo dobro počutam, jaz pri vas zelo dobro delam, mislim, občutek imam, da dobro delam z študenti oblikovanja, da jim odkrivam neke stvari, da bi kar ostal na Dolenjki. In je rekel, ne, mi te ne moramo zaposliti, kar pojdi na Erjavčevo, v tem smislu. No. Potem sem seveda prišel sem na Erjavčevo. Kar je bilo takrat zame presenetljivo, mogoče je to tisto, kar si prej želel, mogoče ta spomin. Ko sem prišel na Erjavčevo, sem bil presenečen, ne bom zdaj uporabil težke besede, šokiran, kako je Erjavčeva enaka kot takrat, ko sem jo zapustil. Jaz praktično po študiju več nisem prišel na akademijo, ampak sem delal kot pač v polju umetnosti, sem bil na svobodi, tako imenovani svobodi in približno 30 let, ne, sem bil zunaj akademije in ko sem stopil v te prostore, so se mi zdele enaki, kot takrat, ko sem izstopil. Še večjo presenečenje, pa še večji šok je pa bil to, da je bil pa von enak, da sem se spomnil vonja. Skratka, von po materialih, po materialnosti, po snoveh je bil v bistvu leta 2006, ko sem stopil tukaj, enak kot pač leta 87, ko sem izstopil. Kar me je seveda zelo presenetilo. Na drugi strani mi je pa dalo, jaz sem po naravi, pa ne bom rekel anarhist, malo sem upornik, vedno premišljujem o tem, kar je. V bistvu me je jezilo to. No, to me je zanimalo. Če je bilo to nekaj dobrodošlega, si mislim, da bolj nedobrodošlega. V bistvu me je jezilo, no, jaz sem takrat, recimo, da iz tega, pa ne bom
seveda je več povezav, več korakov, več stopnic, več hodov pa izhodov, ampak takrat sem jaz govoril o odpiranju akademije, da odpiram vrata pa okna akademije in sem začel študente ven peljati na razstave enkrat na teden, pa recimo to zunanjo z družbo sem pripeljal noter, takrat sem prijateljeval z umetniškim vodjo galerije Škuc, Tevžem Logarjem, in vsakič, ko je imel kakšnega tujega umetnika na razstavi, je ta umetnik prišel k nam, je bil v ateljeju, se pogovarjal s študenti, je predstavil svoje delo, no, ampak ne samo umetniki, tudi druge ljudi sem vabil tukaj na odprta predavanja, sem temu rekel, na gostujoča predavanja, ki takrat ni bila praksa, no. To je bilo čisto neformalno, neuradno, tako v bistvu povabil sem jih na kavo, ne, se nisem imel sredstva, povabil sem jih na kavo, se z njimi dogovoril, so prišli tukaj, pa niso hodili samo umetniki, hodili so tudi sociologi, filozofi, literati, recimo Oliver Vodeb, jaz sem Oliverja Vodeba, ki je predaval to družbeno kritično oblikovanje, ki je predaval na Dolenjki, sem ga pripeljal sem. Zelo redko so se takrat te dve različne lokacije povezovale, no. Jaz sem pa uspel ene stvari pač priplesti. Super. Pa se mi zdi, da ste mogoče postavil tudi kar nek trend, glede na to, da se mi zdi, da je ta praksa zdaj vse pogostejša. Če ne drugega, imamo ta sklop dogodkov Aluo-Uho, ki deluje, si predstavljam, na podoben način, samo da zdaj dejansko obstajajo sredstva za to in je prišlo že do neke organizacije. Tako da super. Ja, to je en zanimiv model odpiranja oziroma povezovanja z živim dogajanjem zunaj. No, ampak zdaj smo v bistvu zmeraj bolj, bom rekel zmeraj bolj vpeti v to živo dogajanje, družbeno, umetniško. Bom rekel, glede na to, da sem, kot si že prej omenil, dekan, kot dekan sem vpet povezan z vsemi procesi, vse procese spremljam, tako da ali drugače, ali v živo, ali preko kontaktov, ali preko računov, pogodb. Tako bom rekel, ne samokritično, morda smo se že preveč odprli, v tem smislu, da imamo premalo časa za razmislek, premalo praznine. Leta 1923 smo imeli 93 sodelovanj, lani, leta 1924 smo pa imeli že 127 sodelovanj, to pomeni z zunanjimi partnerji, gostujoči profesorji, predavatelji, umetniki, delavnice, workshopi, razstave. Eksponentna rast. Ja, totalno. Jaz mislim, včasih razmišljam o tem, da tega več ne zmoremo, ker smo majhna šola, na drugi strani pa samo hitimo in včasih razmišljam zdaj v zadnjem obdobju, da je treba, pa ne zabremzati, se ustaviti, ampak mogoče se usesti pa malo premisliti glede teh aktivnosti. Mogoče, bom rekel, za to floskulo seveda dvakrat kvot oziroma dvakrat v navednicah pogledati vase, se ustaviti, premisliti stvari. Ja. Istočasno se mi pa zdi, da je s tem prišlo v času vašega dekanovanja tudi do tega, da so semestrske razstave, ne, sicer imamo veliko projektov in pravite, da mogoče preveč, ampak istočasno so tudi obstoječi in najbolj tradicionalni, ki jih poznamo na Aluo, kot so semestrske razstave, predvsem poletna, prerastali v nekaj več. Tudi če mogoče ne direktno od vas, pod vašim okriljem. Začela se je dogajati ponjava, razstava poletna je odprta dlje, spremljajo neki dogodki, pogovori, take stvari, ki se mi zdijo pa, da so zelo dobrodošle, predvsem se mi pa zdi, da vključujejo tudi študente zelo močno not, ne samo kot obiskovalce, ampak tudi kot gonilno silo in jim na nek način... kot ustvarjalce, so aktivni, sodelujejo. Ja, zdaj si ne bom si domišljal, da je vse to odvisno od mene, daleč od tega. Jaz sem znan po tem, da govorim mi, ne jaz, vedno ustvarjamo skupaj. Akademija ni ednina, ampak je množina. Akademija je seveda prostor sodelovanja delavcev, sodelavcev,
profesorjev, pedagogov pa študentov. Vsi povezujemo in sodelujemo, ustvarjamo to skupnost. Moram te popraviti, za Ponjavo nimam jaz zasluge, ampak je že odprej. Smo pa mi zelo intenzivizirali to, glede na to, da je seveda izobraževanje, umetniško izobraževanje znotraj neoliberalizma, kapitalizma, internetnega kapitalizma in tako naprej, da je umetniško izobraževanje v bistvu v celem svetu ogroženo, da smo za upisi seveda bili pozorni na zmanjševanje kandidatov za upise, no zato smo v bistvu tako povečali to promocijo, predstavljanje, vidnost, da se akademija vidi, sliši v okolju, jaz temu rečem družbenem okolju, ne na trgu, ampak v družbi. Zato smo tako močno naslavljali. Seveda jaz pri tem sodelujem, verjetno sem kaj sprožil, hkrati pa delamo skupaj. V bistvu sodelujemo skupaj, to jaz ne ustvarjam. Zame so pa v bistvu zelo pomembno ravno to sodelovanje, ko bi rekel, horizontalno, krožno. Jaz ne razumem akademijo kot piramido, ne kot trikotnik, ne kot vertikalo, ampak kot prostor povezovanja, prostor možnosti horizontalno. Jaz sem, bom rekel, če že po funkciji, če se moram tako izraziti, sem prvi, ampak med enakimi. Ja. Fino. Mogoče me, ne sicer čist zadnji del tega vašega odgovora, ampak malo pred koncem, v bistvu pripelje do zadnje stvari, ki bi vas rad vprašal, in to je vloga akademije v družbi prihodnosti. Kakšna je? Govorili ste o internetnem kapitalizmu, neoliberalizmu, kapitalističnem realizmu, po Marku Fisherju, pa me zanima, a lahko z nekim optimizmom zremo naprej, kaj nas žene naprej, kakšna je vloga akademije v družbi prihodnosti? Zdaj bom se res izrazil diplomatsko, kljub temu, da nenehno se moramo opravičevati kolegom, da nisem diplomat, da nisem politik, da nisem PR-ovec, ampak bom tukaj zelo diplomatski kot dekan, ki zastopam akademijo. Predstavljam akademijo kot dekan, v bistvu mislim, da bo ta naš, ob vsem pesimizmu, ob vseh grozotah, destrukcijah, regresijah, ki jih spremljamo v zadnjem obdobju, ob vseh katastrofah dejansko, političnih, vojnih, podnebnih, neodgovornostih, moram biti optimist. Mislim, da bom rekel, akademija bo imela svetlo prihodnost, imamo odlične ljudi tukaj, ki delamo, imamo odlične študente, radovedne, pronicljive, prodolne, eksperimentalne, odkrivamo nove svetove, gradimo nove svetove. Prihodnost akademije je svetla v temnem svetu. Delamo na tem, seveda je pa vse odvisno od sedanjosti. Naša sedanjost, naše delo tukaj in zdaj je prihodnost. Danes, s tem, to, kar delamo danes, ustvarjamo prihodnost. Ok. Zelo fino ste povedal, se mi zdi, da tudi, ne vem, kako bi rekel, na ta način tudi ta optimizem zveni popolnoma realno. Ta nek star vic obstaja, če nisem pesimist, ampak sem dobro obveščeni realist. Ampak se mi zdi, da je vaš pristop mogoče tle malo drugačen. Z optimizmom prestopati že v sedanjosti, zato da je lažje ostati optimističen glede prihodnosti. Nisem naiven, nisem neseznanjen, spremljam politiko, spremljam ekonomijo, seveda spremljam sistem, ki je zelo zahteven preko univerze, pač ker sem vpet v vse te režime in procese. Ampak ostajam romantik, v tem smislu, da verjamem v boljši svet. Ob vseh katastrofah, ki se dogajajo,
pa ne vemo, o čem govorim, ne rabim imenovati katastrofe in tragedije in dehumanizacije in genocide, ampak ob vseh neumnosti človeških sem romantik in verjamem v boljši svet. Ja, tudi jaz. Gospod dekan Alen Ožbolt, najlepša hvala za pogovor. Eno prijetno poletje vam želim. Hvala lepa tebi, Tine, pa tvojemu asistentu. Akademija. Akademija. Kaj ti je? Kaj ti je? Akademija. Kaj ti je? Akademija. Kaj ti je? Akademija. Kaj ti je?